Pozdravljeni! Tudi danes je sonce in zaradi tega smo se tudi danes kar preselili semle v naš krasni park, samo upajmo, da ne bo preveč letal in helikopterjev in vlakov. Danes gremo za začetek malo pogledati v Srednjo Ameriko. No, če ste zamudili začetek, prejle sem povedal, da sva pred časom s prijateljico potovala po tem delu sveta. Začela sva torej na Floridi, potem letela v Cancún v Mehiki in potem napravila tak krog po torej Srednji Ameriki. Večinoma polotok Yucatan in bližnja okolica. Najprej malo Mehike, potem malo Belisa, potem malo Gvatemale, potem pa spet nazaj v Mehiko in navsezadnje spet v Cancún, pa še enkrat na Florido in potem nazaj domov. No, če se spominjate, že zadnjič enkrat sem omenil, da je tam ena indijanska kraj, ki se imenuje Tulum, je pa ob morju. Edini od vseh tistih piramid, ki smo jih že kdaj omenjali, oziroma edina piramida, ki je sploh ob morju, kjerkoli pač na svetu. Sicer je precej dvignjeno nad morje samo, ampak edino je torej ob Mehiškem zalivu in že zaradi tega je zanimivo po svoje. Ko prideš do tega mesta, je najprej avtobusna postaja, zraven pa precej visok steber. Še precej daleč od tam, kamor pravzaprav gremo. Ta steber je pa zanimiv zaradi tega, ker ga Indijanci uporabljajo za svoja slavja pravzaprav. Sicer tukaj je pravzaprav bolj namenjen turistom, imam jaz občutek, kot pa komu drugemu. In vsakokrat, ko pride kakšna skupina turistov, takrat tista skupina Indijancev pač opravi svojo zanimivost, ki izgleda takale nekako. Najprej splezajo gor. 4 so, plus 1, ki jim daje ritem. Splezajo na vrh tega stebra, 4 se usedajo na tisto prečko, ki jo vidite tamle naokrog, 1 zleze pa prav na vrh in potem tam gor z eno roko daje ritem vsem ostalim. Potem, ko se usedajo, privežejo svoje vrvi in se začnejo vrteti v eno od smeri, se pravi v levo svojo, toliko časa, dokler tista njihova vrv ni popolnoma navita, kar pomeni, da je do konca navita okrog tistega stebra. Potem se pa nagnejo nazaj in se prepustijo gravitaciji, kar pomeni pravzaprav, da gravitacija jih začne vrteti naokrog. Njihova vrv se počasi daljša, oni sami se pa počasi malo oddalijo od navpičnice zaradi centripetalne sile, se pravi zaradi tiste sile, ki jih vleče stran od središča krožnice. In to počnejo toliko časa, dokler ne pridejo do Zemlje. Kot vidite, prav hitro se zadeva ne vrti, tako da imajo dovolj časa, da se preden se dotaknejo Zemlje, še obrnejo naokrog in potem lepo mirno stopijo dol, tako da ni česa hudega. No, rekel sem si, ali smo ali nismo, in sem se navsezadnje še sam podal na ta steber in sem imel lep načrt, da bom potem na vrhu še sam stopil na vrh stebra pa pogledal, kako to izgleda. Ampak, ko sem prispel do vrha, je bila zadevščina že tako labilna in tako visoka, da niti približno nisem več imel enakega načrta kot v začetku. Pač pa sem se z vsemi 4 držal, oziroma z eno od 4 roko sem pač vzel kamero in malo posnel naokrog. Pa kot vidite, tudi tam se mi je malo roka tresla, tako da posnetki niso ne vem kakšni. Za silo pa je toliko, da boste pač imeli občutek. Naj pa vam povem, da seveda slika nikoli niti približno ne prikazuje tega, kar je v resnici. Tako da vam se najbolj zdaj tole vse skupaj ne zdi kaj posebnega. Meni, ki sem bil na vrhu stebra, se pa je zdelo nekaj posebnega. No ja, take so pač stvari. No, potem, ko se gre do Tuluma, je tam še manjša, oziroma niti ne tako majhna prodajalna, pravzaprav cela eno tako veliko poljana, ali kaj bi rekel, je pač prikrita z raznimi igračami, spomeniki, kipci in ne vem čem še vse. Vse to je seveda spet namenjeno v glavnem turistom. Smo pač v takem delu Mehike, ki je bolj turističen,
kasneje bomo pa prišli potem v malo bolj oddaljene konce Mehike. No, lepo se imejte in ne pozabite gledati naslednje oddaje. Adijo. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world.